Pozdravljeni, dragi gledalci in drage gledalke. Dobrodošli na 16. mednarodnem festivalu Igraj se z mano, ki poteka tudi v virtualni obliki. Moje ime je Tina in predstavila vam bom različne zanimive nastope. Veseli nas, da lahko z virtualnim festivalom omogočimo sodelovanje še več udeležencem, ki nas ne morete obiskati v živo na Kongresnem trgu. Otroci, ki obiskujejo vrtec v sklopu osnovne šole Stročja vas, se bodo predstavili z nastopom Kdo je Vitko napravil srajčico. Otroci so preko zgodbice o fantku, ki je rad pomagal živalim, doživel brezpogojno ljubezen, katero so mu živali izkazale, ker jih je imel rad in jim pomagal. Sanje. Malo grozdja bi mi še zdaj kako prijalo. Sem zaspan. Ja, dedek tamle v čumnjaki že spet svari svoja zdravilna mazila. Sploh ne vem, kaj mu bodo, pa kaj mu briga. To je pravi čas za kakšno norčijo. No, pa se malo pohicajmo. Poglejmo posteljico, katerega škrata je prazna. Zimčkova, ja, saj ni čudno, zato sem pa tako zaspan. Čas je, da zaspim nazaj. O, dedkova piščalka! Pa kaj potem, če Zimčka malo predčasno pokličem nazaj, če pa nagajki tako prijetno. Čas, kaj? Kdorkoli že si. Nikar se ne dela, da me ne slišiš. Le kaj poreče dedek? Daj no, samo malo sem se pošalil. Nikar me ne zatoži, dedku. Prosim. Želim, da bo pomladin kmalu na vrsti. A najprej mora zasvetiti naš podzemni kapnik. To dobro veš ti, bučman, le kje imaš glavo? Pod blazino. Glej, že spim. In naslednjo jesen ti nalovim tistih nočnih mušic na tone. Ja, držite za besedo. Tokrat da ti bo, imaš srečo. Pšt, deda gre! Ja. Pozdravljen, dedek. Tiše, škrati spijo. Pozdravljene, Topir. Kaj pa ti tu v naši jami? Dolgo te ni bilo pri nas. Kaj te je prineslo? Res je, kar nekaj let sem priletala v naše podzemne jame vse po dolgem in počez.
A tako lepe jame in takega kapnika, kot ga imate tu, ni nikjer na svetu. To pa prav rad slišim. To je res najlepša podzemna jama. In ko bo prišel pravi čas, bo tale kapnik nekaj sekund najlepši na svetu. Srečo imaš, prišel si ravno v pravem času. Saj mora kapnik ravno danes žareti v najčudovitejših barvah. Prav danes? Torej prav danes tisti dan, ko se zamenja letni čas in kapnik zažari? Tako je, škrat Zimček mora biti pošteno utrujen in gotovo že komaj čaka, da ga pokliče s tole čarobno piščalko. Dedek, zapiskaj! Ne še! Čakati morava na čarobno svetlobo kapnika, drugače lahko škrat prekmalu postane zaspan, naslednjega pa niti prebudil še nisem. In potem... Dedek, poglej! Čas, hitro zbuditi pomladina. Ne. Zimčka moram najprej priklicati domov. Ne. Najprej zbuditi pomladina. Ne. Najprej Zimčka. Joj, vedno sem čisto zmeden ob menjavi letnih časov, čeprav sem to že 1000-krat počel. Najprej zbuditi pomladina. Zbudi se, pomladin. Je leto že naokoli, dedek Časosled? Mega netopirja, zakaj pa ti ne spiš? Malo prej sem priletel z dolge poti. Pohiti, pomladin. Vsi so se že naveličali zime in nestrpno pričakujejo pomlad. Moral se boš podvizati. Ja, tako kot vsako leto. Pa ne pozabi vzeti s seboj svoje čarobne malhe. Hvala, dedek, le kaj bi brez njih. Netopir te bo pospremil. Z veseljem ti pokažem bližnjico. Pridi, pomladin, pomlad je tudi moj najljubši letni čas. Greva! Nasvidenje, dedek. Nasvidenje, pa lepo pomlad. takoj moram domov, pohititi moram. Pa tako sem zaspan. Skrajni čas, da nastopi pomladin s svojo pomladjo. Sem utrujen. Malo si bom odpočil, tukaj. Saj ne za dolgo, saj ne bom zadremal. Samo malo. Tu se poslovi pomladin, ne zameri, zebe, tebi pa, da bi ustvaril lepo in prijetno pomlad. Ne skrbi, netopir, kar vrni se mirno zaspi. Adijo. Joj, še malha. Kakšen mraz in koliko snega. Zimček se je pa moral pošteno potruditi, ko je pomagal zimi, da je takšna, kot se zanjo spodobi. Kako čudovite ledene sveče.
Nič, najbolje bo, da kar začnem, saj po tej zimi že vsi nestrpno čakajo na pomlad. Takole, pa poglejmo, kaj bom letos uporabil iz svoje čarobne malhe. Pozdravljen pomladin, pa je spet prišel na čas, kaj ne? Najbolje, da kar odletim. Neše, počakaj še trenutek, še tole vzemi s seboj. S tem čarobnim praškom boš topila sneg po vsej deželi. Kar poskusi varovati s lakom. Hvala, naj te pomlad preveč ne skrbi. Sem dobra letalka in bom hitro prikrižarila svetljive stresa tega prahu, da se bo sonce zeleno osvetilo. Nasvidenje. Nasvidenje, lastnica, naj ti bo dober let. Ja, ampak ena lastnica še ne prinese pomladi, ampak je samo naznani. Izmisliti si moram še kaj drugega. Aha, že vem, beli krtek. O, pozdravljen pomladin. Ja, pa si se po dolgem času le spomnil name. Da, krtek, letos bom spet potreboval tvojo pomoč. Zima je namreč huda kot že dolgo ne. In ti boš prekopal deželo vse po dolgem in počez, ter z vodenjem zvončka prebudil koreninice, da bodo začele hladiti rožice in spodbudile krasti. O, kako se že veselim te prekrasne pomladi. Samo da preverim, če še znam. Joj, sem mislil, da po tolikšnem času tega ne znam več početi. Ja, poglej, kako veliko trobentico sem prebudil. Kar takoj se odpravim, da te ne bo skrbelo za tvojo pomlad. Nepozabna bo, kot še nikoli doslej. Nasvidenje. Nasvidenje, krtek, naj ti zvonček popotil kar najlepše zvedi. Ja, lepo je že tako pomalem, s prvimi pomladnimi cvetlicami, a toplote še vedno ni prave. A, tukaj si, ti moj čopica risane sončnih žarkov, da se bo zrak nekoliko bolj ogrel, pa dajva, mraz morava pregnati iz te dežele. Tule eden, tule tole utruja. Saj je šele prvi pomladni dan, tako se pa res ne budi s to pomladjo. Važno je, da bo delo dobro opravljeno. Malo si bom odpočil. In koliko snega? Le kaj se misli pomladin? Tako se pa ja ne dela pomladi. Oh, pomladin? Joj, kaj se ti je pa zgodilo? Take buške nisem videl še v svoji
dol v jamo, da ne mažem tole buško z zdravilnim mazilom. Poletin sem tu. Še dobro, da me dedek ni videl, ko pa je tako zaskrbljen. Joj, tole spomladino mi pa huda reč. Naš dedek rad zbira zelin, koreninice in zna narediti čarobna mazila in čaje. 1, 2, 3 in pomladin kot nov. Čudovito, kakšna zima. Saj tam je pa zimčkova čarobna izdelovalnica snega. In tudi zimček je tam, kako mirno spim. Jaz, Poletin, ki norčije razganjam. Hitro preden dedek odkrije, da me ni. Zimčko eno zagodam, poskrijem vse ledene sveče, kar nazaj v skrinjico. Zdaj pa malo kresnico spustim, lepitno leti kresnica in pogreje vsa deželo. Ups, zimček se prebuja. Ja, kaj pa je zdaj to? Kaj pa ti počneš tukaj, Poletin? Samo malo sem šel na svež zrak. Kaj pa ti tukaj, da kar spiš v snegu? 300 porednih škratov, kako se je to zgodilo? Ja, kot kaže, sem zadrimal. Joj, pohititi moram, dedek me gotovo že išče. Ja, kje pa so vse moje ledene sveče? Veš, kar jaz sem ti že pospravil nazaj v skrinjico. Ti si pa res pravi prijatelj. Je že dobro. Čarobna piščalka, nazaj morava! Sem zaspan. Jaz tudi. To je zaradi čarobne piščalke. Dedek me že gotovo išče. Pohitiva? Ja, kje pa je pomladin? Ti pozneje razložim, pojdiva. Jaz sem vesel zate, pomladin. Kako se je na tem otoplilo? Torej se tudi zimček mora vrniti domov. Ja, odkot se je pa tale prezgodna kresnica vzela? Dedek, pomisli, kaj bi bilo, če ne bi imeli več pomladi. Hura, moj čarobni čopič, nisem ga izgubil. Kar takoj se odpravim ustvarjati pomlad. Nasvidenje, dedek. Nasvidenje. Tako je prav. Vse je tako, kot mora biti. In končno se lahko vrne domov. Sploh si ne morem predstavljati, kaj bi bilo, če bi bili prebojeni kar vsi nagajivi škratje naenkrat. Sweet
vas za ogled našega virtualnega festivala Igraj se z mano. Se vidimo drugo leto. Dio!